Ljube boginje, ljube ženske, pozdravljene. Moje ime je Suzana Grav, sem urednica našega koledarja za boginje, v katerem vsak mesec objavimo temo in v kateri vsak mesec tudi podelim z vami knjigo meseca, za katero verjamem, da nas lahko podpre na naši poti in ki nam lahko pomaga, da res uresničimo to mantro, ki jo imamo za letošnje leto. In sicer vstani, sestra, vstani, izrazi svoje življenje. In v mesecu juniju je z menoj Manca Razboršek. Manco Razboršek poznate, verjamem, da na veliko načinov, ker je izjemna ženska, ker pokriva zelo veliko plati. Je life and soul coach, je direktorica lekarne za dušo in predvsem tiste, ki se niste drugače srečale z njo, je avtorica prispevkov in misli, ki so povezane z esencami, rastlinskimi esencami, ki nas lahko podprejo, da preoblikujemo, kar nas ne podpira več. Tako da, drage moje, v čast mi je, da predstavim Manco Razboršek. Hvala, Suzana, za tvoj lep napovednik in za povabilo in za izbor te knjige, ne, ki je pravzaprav rojena v tem mesecu. Tako da je... ne lansko leto. Prejšnji teden, pravzaprav, 13.6. je bil izid knjige. To je bil dan, ko sem jo šla iz porodnišnice, iz tiskarne pobrati ven. In ko smo imeli tudi en tak lep cvetni dogodek, kjer si bila tudi ti zraven. In v določenih trenutkih vriskala od užitka. Tako da je knjiga čisto na novo zunaj. Ni pa to, kar je v knjigi novo. In zdaj najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobim, koliko časa si pa ti pisala knjigo. In sem razmišljala, čakaj, pisala, pa napisana, natipkana, dajmo tako reči, je bila sorazmerno hitro. Nekje od lanskega leta sem materiale zbirala in sestavljala in tako, ampak pisala se je pa zadnjih 10 let, ali pa še malo več, ker jaz delam z esencami. Tako da je dejansko zbor vsega tistega znanja, ki ljudem lahko pomaga, da malo drugače pogledajo na svoje življenje in da tudi najdejo podporo in pomoč. Ja, to me je zelo noter nagovorilo, ker v bistvu tudi Andreja, ki je vodila tvoj dogodek, Andreja Cepuš, se me je že v njeni napovedi nagovorila v bistvu ta misel od Rudolfa Steinerja, kako v bistvu esence nagovarjajo nas dušni del. In potem jaz doma razmišljam in se pripravljam pač na najino srečanje danes in me tako, pa saj res, ona ima lekarno za dušo. Njena firma je za dušo, kaj bi pa drugega lahko počela, kakor imela esence. Ja, tako nekako. Čeprav tudi to je bila ena taka evolucija, ker jaz sem leta 2007 sem začela pisati svoj prvi blog in ime tega bloga je bilo Zdravljenje duše. In potem, ko sem 6 let nazaj odprla svojo prvo trgovino z esencami, sem rekla, zdaj, če imam jaz zdravljenje duše, zdaj imam pa trgovino, je to trgovina za dušo. Ampak skozi je pa nekje v ozadju je pa bila neka apoteka, neka božja lekarna, nekaj v tem stilu in potem je ravno 3 leta nazaj je pa bilo, to ni trgovina, to je lekarna, ampak za dušo. Ker tudi naša energija, naša čustva, naše misli, naša duša potrebuje zdravljenje. Mi mislimo, da ne, ampak jo. In ravno zato se mi zdi, da je prav ta del lekarna za dušo in pa zdravljenje duše in pa zdravljenje čustev, je pomembno in potrebno sploh v današnjem svetu. Ja, pa meni se tako zdi, da je v bistvu trenutno to
res močna tema za mnoge od nas, da nas naša duša kliče, da naredimo, da jo izrazimo, te svoje barve, da izrazimo to, na kak način se želijo izraziti. Ja, v bistvu smo mi, se pravi naša osebnost in naša telesa so tukaj zaradi naše duše, ne obratno. Naša duša si je izbrala to telo, a ne pa to telo, pa v bistvu s tem pride osebnost, ki pride skozi vzgojo in pač skozi genetske linije. Ampak to si je izbrala, da lahko izrazi sebe, da lahko izrazi to, kar lahko prinese, in pa da lahko izkusi življenje v tem 3D svetu. In premalkrat se tega zavedamo, oziroma premalkrat ljudje rečejo, ok, ne rabim jaz vse, ne rabim moj vse. Kaj hoče moja duša, da naredim? Pa se morajo umiriti in počakati na odgovor. Ja, meni je bilo zelo dragoceno na tvojem dogodku, taka preprosta vaja, sem se kar smejala, ker sem pa naslednje jutro v svoji jutranji praksi, pač se zbudiš in imaš vsa možna čustva, kakšne dneve se zbudiš in si res razsvetljena, ampak vemo, da to lih ni vsak dan v letu, da je ponavadi obratno. In se kaj, kako je že rekla včeraj Manca? Veš to vajo, kaj si nam dala, čutimo. Jaz sem čustvo, a podeliš to, prosim. V bistvu to je osnova, se mi zdi, vsega. Karkoli čutite, se pravi, eno čustvo pride, predvsem neprijetna čustva, tukaj. Pride pa rečemo jeza, ker imajo ljudje s tem težave, in če zamižiš in pomisliš na nekaj, na kar si običajno jezna, ali pa na zadnjo stvar, na katero si bila jezna, zamižiš pa rečeš, jaz sem jezna, poskusi začutiti, kako to v telesu deluje. Kaj se zgodi v telesu. In potem samo spremeniš besedo in enako pomisliš na tisto stvar, zaradi katere čutiš jezo, in rečeš, čutim jezo. In opazuješ razliko. In takoj, ko v bistvu zdaj, če to zdajle naredite, ko to gledate, je super, ker to ne rabite pol ure. Takoj boste razliko opazili. Tako da lahko kar zaprete oči, pa čutim tisto čustvo, ki ga želite čutiti, ali pa sem to čustvo, ki ga čutite. In boste videli razliko. In takoj, ko rečete, sem neko čustvo, sem jezna, sem žalostna, ste s celim bitjem žalostne. Z vsem, kar je, vse je samo to. Ali pa razočaranje, ali pa karkoli. Pa strah, ne? Ja, strah me je, mene celo. Ni delčka mene, ki mi ne bi bilo strah. Če pa rečete, čutim strah, je pa to v enem delu, ni celo bitje. In potem ga lahko tudi pogledate, čutim strah tukaj. Kako pa ta strah izgleda? Kaj pa mi ta strah govori? In se na ta način začnete pogovarjati s svojimi čustvi in jih začnete slišati. In takrat se pa potem začne sodelovanje in pa, tako kot sem že na dogodku rekla, upravljanje s čustvi. Ja. Ker to je, da v bistvu po eni strani si naša duša želi izraziti, ampak eden najpogostejših zadržkov so pač čustva, ker nas ona toliko držijo, strahovi, anksioznosti, pač družinske stvari, da se držimo nazaj, namesto da bi v bistvu ustavljajo nas. To. Ustavljajo, oziroma tako, kot jaz rada rečem, nas podirajo, namesto da bi nas podpirala. Dovolimo jim, da nas podirajo, dajmo tako reči. Dovolimo jim, zato ker ali ne znamo drugače, ali pa imamo občutek, da so močnejše od nas. In jim pa še predamo to moč. Ta jeza, ki jo imam, ali pa ta strah, ki ga imam, je močnejši od mene. A res ljube duše. Ker nas toliko, zato mi je v bistvu ta preprosta vaja, ta identifikacija, da se v bistvu jaz nisem to, to doživljam, to čutim. Trenutno je to.
čustva so tako kot vreme, pride pa gre, ne, samo včasih malo dlje traje, včasih je pa zelo hitro. Sezona, ne? Ja, je, ne. In tudi vreme se nenehno spreminja, ne, sej všeč nam je, če je sonce pa toplo, ampak ni nam pa všeč, če je cel mesec 30 stopinj, kada je to naporno, ne. Tako da, in je fajn, če pol pride kakšen dež vmes, pa ohladitev, pa tako, ne. Ampak spet, če pa samo dež 3 mesece, pa spet ni v redu, ne. Tako, in tako kot se vreme menja in nam kaže, kaj se dogaja, ne, in nam omogoča, da izkušamo različne vidike zemlje, ne. Tako so tudi naša čustva, naša taka vremenska karta tega, kar se dogaja. Povej mi, v tvoji lekarni za dušo in v knjigi, omenjaš katere esence? Bachove, to so tele tukaj zadaj za tabo, so Bachove in pa avstralske esence. Te dvoje nekako najbolj opišem, potem pa opišem tudi druge, se pravi, esence obstajajo povsod po svetu, cvetne esence. In ljudje nekako so počasi slišali za Bachove. Medtem ko Bachove so osnova vsem ostalim sistemom, ki so se razvili po svetu. Od južnoafriških do kalifornijskih, do Findhorn essences, ki so iz Škotske, potem himalajske esence, avstralske esence, teh sistemov je veliko. In v bistvu namen knjige je, da odpre to okno v svet esenc ljudem, da ljudje spoznajo, kaj to esence so, zakaj so pomembne in kaj pravzaprav vse je na voljo, da so to orodja, ki res lahko pomagajo pri našem upravljanju s čustvi. Pa ne samo s čustvi, tudi z umom, z mentalom, z energijo in v končni fazi tudi z karmo. Tle, kjer se pa dotaknemo res duše in njenih izkušenj. Tako da te vibracije, ki jih esence nosijo v sebi, res tako močno podprejo. Prejle sva se igrali s kartami. No si to, za točno tja sem hotela, da greva. To je najna reka. In recimo lahko jih zavestno izberemo, pa če lahko tole. Midve sva si s Suzano tole karto, tole je avstralska esenca Bush Fuchsia, ki pomaga pri jasnosti govora. To je individualna esenca in pomaga pri izražanju, da pridejo prave besede, da se povežemo z intuicijo in da res lahko pride tisto pravo sporočilo ven. Potem recimo vedno je fajn, če je kaj kreativnosti zraven. Turkey Bush, ki je za kreativnost. Kreativnost vseh sort. Se pravi, in kreativnost, če želiš risati, in kreativnost, če želiš pisati, in kreativnost, če želiš ustvarjati življenje. Tako da recimo to je tudi ena takšna esenca za ženske, ki recimo želijo zanositi, da svojo kreativno energijo sprostijo, ker mislim, da tiste, ki so v koledarju za boginje, že vejo, da naša kreativnost, sposobnost rojevanja življenja. Maternice se dotika, ker ne vidite. Tako da je to. In potem sva potegnili ven še za vas, za skupnost. Kaj je tisto, kar lahko, se pravi, na nivoju esenc podpre neko kolektivno energijo v koledarju boginje. Tisto, kar se je pokazalo, drage duše, ki gledate, da imate preveč skrbi. Da imate preveč skrbi. Boronija je esenca, ki pomirja skrbi. To je, kaj bo jutri, ne vem, od tega, kaj bo jutri za kosilo, do tega, a se bo to išlo do onega, kaj otroci počnejo do tretjega, ne vem, a bo mož naredil svoje, oziroma kdaj bo partner prišel, glavno, vse te misli, ki brnijo pri nas ženskah, mislim, da veste, o čem govorim, da to pomiri in da pravzaprav pridemo do neke jasnosti tega, kar je pomembno. Ker večina stvari, 90% stvari, za katere nas skrbi, se prvo kot prvo nikoli ne zgodi.
Se pravi, se sekiramo na zalogo večino časa in porabljamo toliko energije za to, da je to. Grozno. In pa še tale esenca, ki, ne, Five Corners, to je pa tale. To je pa sprejemanje sebe, oziroma to je esenca za samo sabotažo. Za vse tiste programe, slišali ljubezni? Za vse tiste programe nisem dovolj vredna, sposobna, lepa, visoka, okrogla, oglata, dobra, primerjanje z drugimi. Primerjanje. Zelo povemanca. In potem seveda, če nismo dovolj, ko pride priložnost, sami sebe sabotiramo. Namesto, da bi zgrabili to priložnost. A lahko prosim to kar še enkrat ponoviš? Da ko pride priložnost, sami sebe sabotiramo in ne prepoznamo, sprejmemo ali pa začnemo pa nekje odnehamo, odlašamo. Nekaj se zgodi, da si ne dovolimo te priložnosti za objeti v celoti, zato ker nismo dovolj lepe, pametne, sposobne, nimamo dovolj diplom, izkušenj, ne vem, cel kup teh zadev, ki tle vzadi v malih možganih laufajo. Ena od esenc, jaz sem v bistvu na tak način spoznala se z avstralskimi in tukaj, Prepuščam ti razlago. Ta ljubezni, gledajte. Boab. Daj povem enca prosim o Boabu. Jaz bom samo eno stvar rekla, pa mislim, da je dosti. Zdravljenje družinske karme. Moj oseben občutek glede Boaba, da gre v spominu vode, kaj tudi malce pišeš, mogoče bi se pa tega dotaknili, da dejansko, jaz ko sem prvič to pila, sem bila stara 29 let, študirala sem v Gradcu, ne vem, zakaj sem se znašla tam, ker ne govorim nemško. In ko sem živela tisto leto tam, sem imela občutek, da moja okolica čaka, kdaj bom končno šla na ta vlak za Auschwitz. Torej, dejansko sem vstopila v nek vmesen prostor in se mi je to tako prav več, ko sem pomislila, pa kaj je to za ena vibracija prisotna. In potem sem si, torej v bistvu govorimo o spominu duše, ali pa spominu neke kolektivne zavesti, ko vstopimo v nek prostor, ko vstopimo v neko energijo. In se preselimo, začnemo nekje živeti, pa tista energija vstopi v nas, ki mogoče niti ni naša. Ali pa začnemo razmerje z novim partnerjem, pa kar naenkrat se nam neki filmi odprejo, pa tako, pa kaj pa je to, pa vse to ni moje, jaz nimam nič s tem, kaj se mi zdaj dogaja, in se mi zdi, jaz, ko sem pila Boab, jaz sem 3 tedne spala, jaz nisem mogla nehati spati in na zemeljski zavesti jaz nisem mogla tega štrikati, ko sem bila pa v sanjah, sem pa prav čutila, kako se mi iz celičnega spomina ta gre zelo, zelo, zelo globoko. In tukaj govorimo o ne samo tej osebni družinski karmi, ampak ta karma naše duše, ki jo nosimo s sabo in te spomini in ta globina. In meni je tako, mi je všeč zgodba, kaj Aboridžini počnejo s to rožo. Povej. V bistvu, ko ženska pri Aboridžinih, ko pride njen čas, da rodi, gre tam v goščavo, skoplje luknjo v zemljo in jo obloži s cvetovi Boaba. In potem rodi na te cvetove, zato da v bistvu duša, ki pride, da se očisti takoj družinske karme. In da začne na novo. Tako in zdaj je. Vsakič tako prav mravljinci. Tako da kakšno darilo pravzaprav dajo svojemu otroku, da ga ne obremenjujejo z družinskimi vzorci.
Mi smo pa toliko obremenjeni z družinskimi vzorci in tudi zdaj ravno ta vikend smo imeli nadaljevalni tečaj za avstralske esence in dobra, če smem, dobra novica je, da konec septembra bo uvodni tečaj. Spet pride učiteljica iz Italije, Paola Carlini, ki ga bo vodila in smo zelo cela skupina karmično predelovali stvari. In smo videli, koliko te esence pomagajo prav to, te karmične vzorce, karmične zgodbe odkriti in tudi prečistiti. In je tako zelo močno, tako da s cvetnimi esencami res gremo lahko globoko. Tam, kjer zavestno ne moremo, tam, kjer druge tehnike ne morejo priti zraven, esence pridejo. In tem je lepota tega orodja pravzaprav. Ker gre, po vodi, ne? Ja. Delujejo res na več nivojih, ne samo na čustva in energijo. In zdaj jaz upam, da sem v knjigi dosegla ta namen, da je res pregled narejen vseh teh naših nivojev, na katerih lahko delamo in kje vse pravzaprav naša multidimenzionalnost deluje in obstaja in na vseh teh nivojih tudi, kako nam esence lahko pomagajo. Povej mi, Manca, kje pa jo lahko naročijo? Trenutno jo lahko naročite na Lekarni za dušo, se pravi 3x2lekarnazaduso.si in do konca junija zdajle je še brez poštnine, če naročite. Tako da se splača. Potem pa bo tudi v knjižnicah pa knjigarnah, ampak zdajle je bilo to rojstvo knjige, to kar precejšen zalogaj tudi zame, tako da naslednji teden grem na dopust in me nič ne zanima in bojo knjižnice pa knjigarne že počakale. Za vse, ki pa želite naročiti, pa lahko preko spletne strani Lekarna za dušo in vam jo jaz pošljem, ker jo jaz pakiram in pošljem. Super. Torej, ljube boginje, kot ste slišali, pri Manci lahko naročite to čudovito knjigo meseca. In Manca, hvala za vse tvoje prispevke, za vse tvoje misli, za čudovite članke, prosim, poglejte se še v arhivu, ker Manca res ima tak dober občutek, da se poveže z esenco, da jo začuti in res v besedi, da dobiš takoj občutek, v bistvu, kaj ti lahko ta esenca, kakšno spremembo lahko v tebi naredi. Tako da, hvala. Hvala. Evo, ljube boginje, kaj reči? Želim vam, da uporabljate, da se povežete s sabo, da se povežete s tem, kar vaša duša kliče, da bi se rodili skozi vas. In če vas lahko pri tem podprejo esence, veste, koga kontaktirati. Če vas lahko pri tem podprem jaz, veste, koga kontaktirati. Se vas veselim in želim vam izjemno poletje, da sijete, tako kot današnje solsticijsko sonce. Draga, hvala. Hvala tebi. Evo, to je to. Če boste poiskali na Lekarni za dušo na blogu, je zapis, kako si naredite svojo lastno solsticijsko esenco. Ole! Pa še do kresne noči imate čas, tako da. To je, koliko dni imamo še? Iz 23. na 24. je kresna noč. Super. Sobota. Esenco delati. Sobota esenco delati. Do snidenja. Čau.